Zakaj je do vsega tega prišlo in zakaj je slovenska vlada to počela, kar je počela? In preprost odgovor je to, in to je tudi potem komentar na naslov našega nocojšnjega srečanja. Naša vlada je to počela, ker je izvajala globalistična navodila, globalistični diktat. COVID je globalističen projekt oziroma globalistična operacija, ki vodi v smeri, ki jo je prej omenila dr. Ilin, k vzpostavljanju neizvoljene, nikomor odgovorne svetovne vlade. Stroka je v tem času dajala, nažalost, samo kritje globalistične operaciji, sledila je svetovnim trendom. To, če smo poslušali naše strokovnjake, tisti, ki gledate televizijo, jaz se ne, ampak vse ne, kaj govorijo. Skratka, ti naši strokovnjaki so sami rekli, da sledijo svetovnim trendom. Ta njihova politika ni bila utemeljena na nobeni samostojni, neodvisni, strokovni in znanstveni raziskavi ali preiskavi. To z znanostjo in pri nas in v svetu se je zgodilo tako, da se je del znanosti prostituiral oziroma so ga prostituirali, drugi del pa je bil utišan oziroma je bila odzeta pravica do javnega nastopanja in nam vsem do javne razprave, s tem do informiranega odločanja o tem, kako bomo med epidemijo ravnali. Izkušnja s COVID-nim režimom kaže, da nimamo, glede na to, da je to globalistična operacija, da smo jo izvajali brez problemov, brez, kar se tiče politike in stroke, brez upora. Ta izkušnja nam kaže, da nimamo suverenosti, da Slovenija ne deluje kot suverena država in kaže, da je opozarja nas tudi na to, da je to suverenost treba ponovno pridobiti, če hočemo preživeti, ker danes dejansko gre za preživetje. Preživeli bomo samo, če bomo, kot smo že slišali, to so take besedne fraze, ki pač porabljamo, ker so primerne. Preživeli bomo samo, če bomo prevzeli svojo usodo v svoje roke. In to bo dolgotrajen boj, ki se je v preteklih 2 letih šele začel. Hvala lepa.